Kako se lahko izognemo številnim okužbam, virozam in prehladom, smo povprašali dr. Iztoka Ostana, ki smo ga obiskali na njegovem domu v Čičariji. Znano je, da ko se nas loteva ta prehlad ali gripa, je dobro okrepiti imunski sistem z antioksidanti. Takrat je dobro piti vitamin C, sveže sokove, jesti sadje in zelenjave, vendar izkušnje kažejo, da praviloma to sicer pomaga proti prehladu, pa vendar traja prehlad ali gripa še vedno tistih 8 dni, kot je običajno. Obstajajo pa močnejši načini, s katerimi lahko okrepimo in celo preprečimo, da se prehlad ne razvije toliko dni, da ga prej prekinemo. Eno od takih načinov je post. Imam izkušnje že od leta 86 s postenjem in vedno, kadar se mi je v letih nazaj, ko se mi je začel prehlad, sem naredil dan ali dva posta in dejansko se je tudi post oziroma prehlad končal v 2-3 dneh. Nov način pa je mineralni prašek FHS, ki je izredno močan. To je narejen po vzoru antioksidantske vode, ki je v Himalaji, izvirna voda, ledeniška voda, in to vodo je uspel, torej to je v dolini Hunza, uspel narediti dr. Patrick Flanagan. Zakaj je mineralni prašek FHS tako učinkovit? Običajno se lahko borimo proti bakterijam in tudi drugim mikrobom z močnimi oksidanti, recimo kloriramo vodo ali pa z antibiotiki. To so izjemno močni oksidanti, ki pobijejo mikrobe, pa vendar naredijo tudi nam škodo. Možen je načeloma čisto obraten princip, da gremo zelo močno antioksidantskost, kjer naše celice dobro delujejo, ne morejo pa bakterije se razvijati. No, in tu je zdaj ta izkušnja ravno z antioksidantom FHS. Namreč meritve na Univerzi v Ljubljani so pokazale, da je en kozarec mineralnega praška z mineralnim praškom tega FHS-a enakovreden vsaj 10.000 kozarcem po antioksidantski moči drugim sokovom. Skratka, nastane nek kakovosten preskok v antioksidantskost in v takem okolju bakterije ne morejo živeti. Po drugi strani, raziskave, ki jih naredil dr. Stephenson, pa kažejo, da celice imunskega sistema oziroma celice nasploh naredijo s FHS-om kar 5-krat več energije. Skratka, imamo odlično situacijo, ki nima nobenih negativnih učinkov. Bakterije se ne morejo razvijati, nimajo moči, naš imunski sistem je pa izredno močan. In to lahko učinkuje ne samo pri navadnem prehladu ali pa pri gripah ali glivičnih vnetjih, pač pa pri težkih boleznih. Naprimer pri pljučnicah. Naša znanka je bila na mojem predavanju pred več kot 10 leti in imela velike težave s pljučnicami, ki so se vsako leto pojavljale 4 do 5 krat. No, potem stalno je nosila antibiotike s sabo, kajti vsaka sprememba okolja je povzročila neko prehlad, ki je prišel v pljučnico. Potem pa je prešla na FHS, je imela velike doze, kot jih priporoča dr. Myers, in dejansko je bila res bolna en teden, ampak samo kot prehlad, pljučnica se ni razvila in v zadnjih 10 letih se je samo še enkrat pojavila pljučnica, vedno se je to rešilo samo s FHS-om. Moja osebna izkušnja in tudi druge pa kažejo, da je možno celo pri kroničnih vnetjih, to so zelo trdovratna težave, sam sem bil kronični jetrni bolnik. Pri 31 letih so me hoteli dati invalidsko v pokoj zaradi kroničnega vnetja jetre in trebušne slinavke in z naravnimi sredstvi to ni šlo, tudi s postenjem ne. Ko pa sem prišel do FHS-a, to je bilo leta 1998, sva ženo imela normalne količine, če bi danes vedel, bi vzel večje količine, kot priporoča dr. Myers, po 6 kapsul na dan, takrat smo vzeli 2 do 3. In moja kronično vnetje je minilo v 2 letih in pol. To je bilo leta 2000, tako jetra kot trebušna slinavka. Tudi soproga je imela težave s preveč delujočo ščitnico, vnetje ščitnice in je ravno tako v tistih letih si odpravila to vnetje in so bila od leta 2000 oba zdrava. Te izkušnje in znanstvene študije v zvezi z živo vodo oziroma s tole antioksidantsko vodo sem napisal v knjigi Žive vode in v brošuri Hunza voda.